Kaj nam zdaj naredim? Ja, nič, najboljše, da grem zdaj kupiti novi monitor, preden dogotovi. Mama prije čez pol ure iz službe. Moj bog, hvala Bogu, da imam Mastercard debitno kartico. Grem to hitro kupiti. Ok, evo, zdaj moram nekaj narediti, da to ne bo dol padlo. Če sem tu. To ne bo nič vreke, to bo vse dol padlo. Vem, da imam en kabel. Internet kabel imam, se mi zdi. Kaj je brez tega? Internet kabel imam, to lepo zdaj gor zavezal. To bom zdaj lepo gor zavezal, da ne bo to dol padlo, ker nočem se še bolj niči, ko je. Da bo šlo pač popraviti, ne? So mi pri taboru nekih učili vozda delati. Zdaj pa če to ne držite, pa tudi ne vem kaj je. Zdaj bom pa lepo to gor zavezal, pa gas prije mama. V moji glavi je, da bo to malo drugače, vse monitor nastal celi, ampak vidim nima to najboljša ideja. Pravim, če to skupaj zlepiti. Ne, to skupaj zlepiti. Mislim, da moj iti kar novi monitor kupiti, ne. Spet ne cajta, prešparam, upam, da ne bo mama hitro tu, ker se mi dobesedno se mi modi. Jaz ne moram, nimam cajta. Pa imam noter v trgovino, da kupim jaz hitro monitor. Jaz moram zdaj monitore najti. Nimam pojma, kje so, samo bom že našel to. Vem, da so laptopi, samo mene monitori zanimajo. Našel. Bingo. Joži, to tega, sem skoro zlamil. Jaz mislim, da bo to, ne? Dobar dan. Zdravo. Samo to imam. Okej. Imamo pa 200 €. Bom kar s kartico plačal. Okej, kar prislonite. To? Ja. Okej, najlepša hvala. Hvala vam. Nasvidenje. Ja. Evo, zdaj sem se zrihtal, pravočasno sem prišel z monitorom domov, da je mama ni dobila, ker te je bilo joj. Zdaj pa najboljše, da se to lepo nastavim in gremo mi gameat. Aha, opa, tu pa sem nekaj pozabil. Mastercard kartica ni zakon samo zato, ker lahko z njo plačujemo vsakodnevno, hitro, enostavno in varno, ali pa zaradi tega, ker lahko spremljamo našo porabo preko telefona, ali pa zaradi tega, da lahko plačujemo direktno iz našega 3R računa, je tudi zakon zaradi tega, ker lahko z njo plačujemo preko spleta. In to vam bom zdaj pokazal kako. Danes bom plačeval z debitno kartico Mastercard. Z njo lahko plačujem hudo hitro in enostavno vsakodnevno, naprimer, ko grem s prijateljem na kavico ali pa da si grem po malico pred šolo. Danes bom pa pokazal, kako se plačuje z njo preko spleta, seveda varno. To bo nekaj vrste tutorial, da bom vam pokazal in vam pomagal, da boste tudi znali sami si kaj kupiti preko spleta. Danes bom kupil neko igrico za PlayStation 5, ker vem, da počasi prije k meni domov PlayStation 5, bom tudi taki stream naredil. Če to hočete, mi napišite v komentar, pa lajkajte video. Zdaj mislim, da je čas, da preklopimo kamero, pa gremo neko igrico kupiti. Zdaj vam mislim, da je čas, da si grem nabaviti eno igrico za PlayStation 5. Bom šel kar na Big Bang preordati igrico Ratchet & Clanks. Zgleda zanimiva, nisem še igral, ker še seveda ni veni, ampak po traileru se mi zdi zelo cool. Plačamo pa seveda z Mastercard debitno kartico, ker je to najbolj enostavno in najhitreje. Evo, smo na Big Bang spletni strani, vpisam to igrico, katero želim preordati. Evo, dodal jo bom v košarico, postopek je čisto enostavno, vsak ga lahko naredi, fajn pa je, če imaš to debitno kartico, da ne rabiš več mami gušiti, naj ti posodi kartico, da si šla v ti igrice kupil. Gremo kar lepo na spletno blagajno, da bom igrico tudi tu kupil. Na spletni strani imaš 3 enostavne korake. Prvi korak je podatki kupca, pišeš tvoje ime, priimek, naslov, kraj pošta, vaš ime in telefonsko številko. Jaz seveda nisem dal vseh svojih podatkov, tako to ni moja telefonska številka, pišite vašo pravo telefonsko in vaš pravi naslov, da boste seveda dobili to igrico oziroma izdelek. Tukaj boste izbrali dostavo,
ali boste imeli hitro dostavo do Ljubljane, dostavo po pošti ali osebni prevzem, torej če idete na primer v Big Bang. Jaz bom izbral dostavo po pošti, datum dostave bo 11. junija, super, še bom lahko hitro igral. Zdaj pa način plačila. Jaz imam seveda Mastercard debitno kartico, zato bom izbral Mastercard kartico. In še zadnji korak, potrditev naročila, čisto enostavno, 2 gumba stisneš, evo, se strinjam, in oddaj naročilo. Zdaj pa vam moram vpisati podatke naše Mastercard debitne kartice. Evo, prvo vpišite vaše ime, vaš priimek in številko kartice. Če ne veste, kje je številka kartice, ker tudi jaz sem bil zmeden na začetku, je teh prvih 16 številk, ki jih vidiš na prvi strani. To noter vpiši. Naslednja stvar, ki jo vpišete, je mesec izteka. Tudi to je na prvi strani, ampak malo nižje od številke kartice. Torej, meni se izteče 12. in leto 2023, torej samo 23, napišem zadnje 2 številki. Zadnja stvar, ki pa pišem, pa je varnostna koda oziroma CVV2 številka. To pa najdete na zadnji strani kartice, so pa 3 številke. Tega vam nažalost ne smem pokazati, tako lepo pišite vaše podatke. In zadnja stvar, plačaj. V parih minutah smo igraco nabavili, brez kakih problemov, z Mastercard debitno kartico. Tudi vi lahko to naredite, ne rabite več prositi mame. No, upam, da sem komu od vam zdaj pomagal skozi ta tutorial, da se bodo tudi lahko vi preko spleta naročevali neke stvari brez pomoči vaše mame. To je bilo vse danes. Če ste uživali te video, ga lajkajte, idite na moj Instagram in Facebook profil Jack in the Box Slow, idite na moj TikTok Jack in the Box. Tukaj se naštevate na ta kanal in se vidimo v naslednjem videu. Adijo!